večer, ljubi moji. Le še 2 dni nas ločita do Božiča. Oziroma najraje rečem tako. Še 2 dni se lahko združujemo. V srcu kaj počistimo, mu kaj pripravimo. Potem pa bo tu naš super junak, Jezus. Vas bo našel? Ali zvonec na vratih dela, da boste vedeli, kdaj je prišel? Da mu boste lahko na široko odprli vrata v svoj topel dom. Zagotovo ste pripravljeni, sploh ne dvomim v to. Zato sem se odločil, da vam do Božiča le še preberem o potovanju Marije in Jožefa, pa o angelih in seveda o rojstvu. Lahko vam pa zaupam, da vas na Božič čaka prav posebna zgodbica. Sedaj pa prisluhnimo zgodbici Boba Hartmana iz knjigice Zgodbe za Božič, ki je bila izdana pri založbi Ognjišče. Odštevanje časa. Marija je štela mesece. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 in 9. Približal se je čas, ko bi se moral njen otrok roditi. Marija je štela plenice, štela je brisače in nato se je smehljala. Vse je bilo pripravljeno za rojstvo Božjega sina, njegovega izvoljenca. Toda tudi nekdo drug je prešteval in vsi Marijini načrti so bili postavljeni na glavo. Cesar je to ukazal, je vzdihoval Jožef in hodil po hiši. Hoče prešteti vse prebivalce te dežele. Vse! In da bi mu to omogočili, moramo iti v moje rojstno mesto. V tvoje mesto? Je šlo Mariji na jok. To pomeni, da bova morala prehoditi vso to pot do Betlehema, je spet zavzdihnil Jožef. Vsaj teden dni dolgo potovanje in ti z otrokom, ki se lahko vsak trenutek rodi. Ne morem narediti tega, je zajokala Marija in solze so iztekle po licih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 in 9. Jožef je preštel vsako solzo. Potem ji je vse obrisal. Pa boš morala, je rekel vljudno. Zakon je zakon. Prijel jo je, jo poljubil in še z večjo nežnostjo dodal. Bog je s teboj, se spominjaš? Tako ti je rekel angel. In če je Bog s teboj, ti bo pomagal, da boš zmogla tudi to pot. To je njegova obljuba, je rekel Jožef in se nasmehnil. Zato se lahko zaneseš nanjo. Naj danes zaključim z besedami pisatelja C.S. Lewisa, ki pravi: življenje z Bogom nas ne obvaruje težav, pač pa nam daje mir, ko smo v težavah. Lahko noč.